15. november je vse bližje in pred vsemi delavnicami, kjer avtomobili zamenjujejo svoje čevlje, kot temu rečemo, je velika gneča. Menda je tudi pri vas tako? Ja, to se vidi, da so šoferji kar zavedni in se zavedajo tega, da so zimske gume v bistvu zelo priporočene, ko temperature padajo, sploh pa v tej slabih voznih razmerah, v dežju in v snegu. Tako da po 1. novembru je kar začutiti en povečan pač za te montaže gum in sploh za zimsko opremo. Vas je letos to, da je bil sneg recimo takoj po 1. novembru, kaj presenetilo? Je takrat bil naval na vaše storitve večji? Ja, v bistvu se je zaradi tega naredil kar večji naval, ker če prejšnja leta, vsaj pred 2 letoma, je sneg padal malo prej oziroma bolj zastrašil, pa se je ta dren v bistvu malo bolj razvlekel. Letos, ampak po 1. novembru je v vsakem primeru povečan montaže in priprava vozil na zimsko sezono. Na kaj vse pa moramo biti pozorni, ko pripravljamo vozilo na zimsko sezono? Predvsem na tiste dele, ki so najbolj izpostavljeni zimi, to se pravi, da je vozilo v bistvu, da je dobro obuto in da ima tudi v slučaju sneženja tudi opremo. Naj se bo to za više ležeče kraje oziroma če pade več snega, kakšna lopata in tudi kaj toplega, kakšna deka, to je zelo priporočljivo. Seveda je pa priporočljivo tudi, da ima vozilo dobre brisalce, ker v teh razmerah potem, če slaba vidljivost, je to zelo slabo za varnost v prometu in pa seveda svetlobna telesa. Koliko časa pa je treba čakati na preobuvanje avta? Ja, tudi do 2 uri, 2 uri pa pol, pač odvisno od časa. Se je to treba naprej naročiti ali kdo prej pride, je prej na vrsti? Ne gre naročati. Smo sicer v spomladanskem času naročili, ampak se ni obneslo, ker potem pridejo problemi, ker nekdo čaka 2-3 ure, potem pa pride eden, ki je naročen in je to slabo, tako da ne gre drugače. Zato pred tem priporočamo pa tudi precej več je tega, da se oglašuje pred 1. novembrom, da začnejo, ker kak temperatura v bistvu pada pod 10 stopinj je že boljši, da je zimska guma, priporočljivo je. In kdaj mislite, da bo konec tega velikega navala? Po izkušnjah vam povem, da je to navadno do 15. novembra, mogoče še kaki dan, ampak v bistvu se konča. Potem eni čakajo še, ko pade sneg, ima zdaj dobre letne gume z verigami v prtljažniku in se vozi s temi gumami, ko pa zapade sneg, pa zmontira zimske gume. Ampak v čem je prednost zimskih gum? V bistvu je prednost ne samo v profilu, profil je drugačen, močnejši, ampak predvsem v materialu. Zimska guma ima več, v bistvu pozneje grata trda, tako da je v bistvu se bolj prilagaja in se čisti in ima te robove, ki se v bistvu brusijo, da je zaradi tega pač na spolzkem, na ledu boljši oprijem. Kaj pa nalite gume? Nalite gume mi v bistvu ne držimo, pač strokovnjak, prodajajo vse, slabše vozne lastnosti imajo, predvsem to. Kako to, da ste se odločili, da pridete danes na menjavo gum? Danes bolj je mrzlo gratalo, pa to je od podjetja avto in moramo zamenjati, ker smo dosti na terenu, moramo menjati gume, ker varnost je na prvem mestu. Vsako leto naredite to v tem času ali kdaj tudi kasneje? Ja, kak je tudi vreme, če je bolj toplo, čakamo do 15. Pa pol menjamo, kot je rok. Imate v avtu zmeraj vse, kar je potrebno za zimo? Ja, moramo imeti, ker se ne moremo igrati z varnostjo. Službeno moram na poti in moram imeti gume, ne vem, kakšno vreme bo. Imate zmeraj vso potrebno zimsko opremo? Ja, imam, ker sem veliko na cesti. Kako dolgo pa danes že čakate? Kar dolgo. Zdaj trenutno 1 uro pa pol.